Položaj Igorja Tičarja je ogrozil zakon o ukrepih v javnem sektorju. Sam bi za zaščito položaja lahko predlagal začasno odredbo za zavarovanje svojega pravnega položaja. Nato pa bi lahko vložil še pobudo za presojo ustavnosti na ustavno sodišče. Rektor pa teh pravnih možnosti ni izkoristil, saj ne želi biti rektor začasno odredbo, ki bi univerzi in njenemu nemotenemu delovanju lahko povzročila dodatne težave. Sicer pa je rektor dolgo verjel v svoj prav, saj je zakonodajo mogoče razlagati na več načinov. ZUJF sam, ki je predvidel ukrepe obveznega upokojevanja ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, je z določenimi pogoji, ki so rast BDP-ja na 2,5%, dejansko prenehal veljati v členih, ki obvezno upokojevanje določajo. Torej pomeni z letom, ko je sklep vlade bil objavljen v Uradnem listu, da je BDP presegel 2,5% in to je bilo objavljeno v letu, mislim, 2016 oziroma 2015 za 2014, se je dejansko določila člena ZUJF-a, ki se na to nanašajo, tako pravi zakon, prenehala uporabljati. Pomembno vlogo, ki bi rektorju lahko omogočila dokončanje mandata, ima tudi delovnopravna zakonodaja. V vsakem primeru pa delovnopravna zakonodaja kot taka zahteva, da se delavec lahko sam odloči in v tem primeru pač rektor, če tudi nazvan kot rektor je delavec, lahko sam odloča o svoji usodi, kdaj se upokoji in kako se upokoji. O tem se pa Ustavno sodišče tudi že večkrat izreklo. Marija Javornik-Krečič iz Visokošolskega sindikata, ki izjave pred kamero ni želela dati, pa je ves čas kazala predvsem na zakon o ukrepih na področju plač za leto 2017, ki je po nekaterih pravnih mnenjih novi ZUJF. Prav ta zakon rektorja konec letošnjega koledarskega leta pošilja v pokoj. Tičar je tudi na ta zakon skupaj z ustavnim pravnikom Cirilom Ribičičem pripravil odgovor v dobri veri, da svoj rektorski mandat oddela do konca. Ribičič nam je sporočil: smisel ukrepa je bilo varčevanje zaradi ekonomske in finančne krize. Izrecna določba ZUJF-a pa je določala, da preneha veljati, ko bo gospodarska rast presegla 2,5%. Rektor je torej ob kandidaturi na podlagi javnih podatkov vedel, da bo ukrep prenehal veljati in je kandidiral v dobri veri, da bo rektorsko funkcijo moral opravljati celotno mandatno dobo. Ne bi bilo namreč ustavno skladno, če bi pristali na logiko, da je mogoče v imenu krize po koncu te krize zaostrovati nek varčevalni ukrep, ki sploh ni več potreben. In če razlagamo zakon za leto 2017 tako, potem je jasno, da podaljšanje delovnega razmerja največ do konca letošnjega leta ne more preprečiti nadaljevanja funkcije po preteku veljavnosti zakona, toliko bolj, če ukrep o prisiljenem upokojevanju v naslednjem letu ne bo več veljal. Do problematike se je opredelilo tudi Ministrstvo za javno upravo, ki je demantiralo vse rektorjeve razlage zakonodaje in povedalo, da trenutno ni veljavnega zakona, ki bi predstavljal pravno podlago za podaljšanje sklenjenih dogovorov v letu 2018. Skladno s prehodno določbo je bilo namreč dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja zaradi nemotenega poteka delovnega procesa možno skleniti le do konca leta. Temu je pritrdilo tudi Vrhovno sodišče. Četudi se o problematiki Ustavno sodišče takrat še ni izreklo, je bilo že jasno, da univerza oziroma njen upravni odbor mora odreagirati. Moramo najti nekakšno rešitev, če bi se vse te hipoteze zgodile, tako kot ste navedli, da bi bila univerza v Mariboru še naprej operativna. Mehanizmi so, kajti v življenju se tako marsikaj zgodi ljudem, ki so na pozicijah, in institucije morajo funkcionirati naprej. In v tej luči bomo mi sledili in iskali rešitev. Problematika je zaskrbela tudi študente, ki na univerzi brez rektorja ne bi imeli zakonitega podpisnika njihovih diplom, ki tako ne bi imele veljave. Verjamemo, da bodo na UM ravnali odgovorno, ker vseeno gre za ogromno institucijo, gre za izjemno pomembno institucijo v Mariboru, ki mora biti dovolj velika, da bo zagotovila, da se problem reši in da, kot pravim, ne bomo ostali brez podpisnika, ker je po naše to popolnoma nedopustno. Zdaj, na študentski organizaciji verjamemo, da do tega ne bi prišlo, da ne bo prišlo, zato pozivamo univerzo k razumnosti in smotrnosti, ker, kot pravim, ne moremo si privoščiti, da na taki univerzi pa radi rečemo, da je najboljša v Sloveniji, da nimamo podpisnika in da imamo še en problem več, še eno afero več, ki ni vezana na izobraževanje, kar bi mogla biti glavna zadeva, in da namesto, da izboljšujemo programe, se ukvarjamo konstantno z aferami.
Ustavno sodišče je prejšnji teden soglasno odločilo, da Tičerjevo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o ukrepih na področju plač zavrže. Rektor pa je naznanil, da iz položaja odstopa, saj ne želi univerzi povzročati dodatnih težav. Senat bo torej moral razpisati volitve za novega rektorja, ki po statutu univerze lahko trajajo tudi do 6 mesecev. Tako senat kot upravni odbor Univerze v Mariboru sta z večino podprla sklep, da bodo ustanovo po novem letu vodili prorektorji, ki bodo imeli pooblastila do preklica oziroma najkasneje do izvolitve novega rektorja. Zdaj je med prorektorji izbran za podpisnika dokumentov in zastopnika Univerze v Mariboru Žan Jano Plotnik.